Ljudska univerza Kranj v letošnjem letu praznuje častitljivih 60 let in v odprtju vseživljenjskega učenja je bila gostiteljica. Dobrodošli. Po uradnem naročilu grajskega glasnika dajem svečani razglas, da se bodo pričele prav posebne igre. Ob nacionalnem odprtju tedna vseživljenjskega učenja 2019 lepo prosim zbrano občestvo, da dovoli sesti in se pripravi na prihod Gospode. Živi nas si narodi, ki tebe dočaka dan, da konec sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da roja, prost bo se, ne vrakle so se omejak. Da roja, prost bo se, ne vrakle so se Spoštovane gostje, spoštovani gosti, cenjeni povabljeni obiskovalke in obiskovalci iz Slovenije in tujine, iz Belgije, Hrvaške in Združenega kraljestva oziroma Velsa. Dobrodošli v Kranju na svečanem odprtju tedna vseživljenjskega učenja. Dajmo en tak spontan aplavz, ja, bravo. Dobrodošli, welcome, willkommen. Pozdravili smo vas, tako kot se spodobi, z nacionalno himno, ki so jo zapeli člani mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Šenčur. Dajmo jim še en aplavz, ker nas še vedno slišijo. Danes imamo prav posebno priložnost, namreč v Kranju gostimo tako eminenten dogodek, kot je teden vseživljenjskega učenja. In midva bova danes vaša gostitelja. To je Lucija Štadl, moja tretja žena, in jaz sem Jan Škizelj. Izvrstno izgledava, sam jih štejem 589 let, Lucija pa je malenkost mlajša. Preden nadaljujemo naš program, si bomo cenjeno občinstvo ogledali video, tako za pokušino, da boste malce videli, kaj vse se bo v nadaljevanju dogajalo. Izvolite in uživajte. Nazadnje sem se naučila izdelovati torte iz fondanta. Lazanja, fričko. Metode vodenja. Angleščino se učim trenutno. Pravzaprav je celotno moje delo namenjeno učenju. Vsak dan se učim, zato ker ves čas moram predati znanje našega podjetja naprej na naše kupce. Čist nazadnje, jaj, to je bo pa že res dolg. Da se splača poslušati mnenje vsega posameznika. Ja, nazadnje sem se naučila javnega nastopanja. My major learnings are that every day you need to improve. Vam odkrit povem, da se že nekaj let učim angleškega jezika. Jaz sem se naučila izdelovati korblac iz šibja. Da nikoli ne smeš reči, da tega pa ne bom počel nikoli več in da se učimo celo življenje. Prav jaz naučila. Ne vem. Ajdo žgance po koroško narediti. Te značajske lastnosti smo spoznavali, barve smo spoznavali. Nasplošno tako, da je v politiki veliko kameleonov. Da je treba biti v tem našem okolju zelo strpen do ljudi, ki imajo drugačne življenjske izkušnje. Nazadnje, to je pa težko zdaj. Nazadnje sem se naučil, da stvari ne grejo zmeraj tako, kot bi sami hoteli. Nazadnje sem se naučila, da lahko fazen briefer uporabljamo na več načinov. Včeraj sem se navadila sprogramirati uro, ko sem tla druge nastavitve narediti in sem ful vesela. Sploh ne vem, kaj sem se nazadnje naučila.
Nazadnje sem se naučila, da moraš v življenju vsak trenutek izkoristiti, dokler si kolikor toliko pri moči. In jaz se tega držim in zahtevam tudi od drugih. Dajmo en aplavz za filmček, ki smo ga pravkar videli, in za znanje, ki so ga torej mnogi uspeli v zadnjem obdobju pridobiti. Midva sva recimo nazadnje se naučila, kako zgraditi grad, kar si tudi zasluži aplavz, ne? Hvala. In seveda sva neizmerno vesela, da ste danes prišli v najino letno gledališče, kjer tokrat gostimo nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja. In čeprav v najinem daljnem 16. stoletju še ni bilo niti ljudske univerze, niti andragoškega centra, se dobro zavedava, da brez učenja ni življenja. Ja, in tudi midva ne bi preživela, če ne bi bilo učenja. Pa tudi, če ne bi bilo davkov meščanov, ampak pustimo to, vsekakor je učenje tisto, ki ga vselej poudarjava kot najin moto. In prav je, da nas za začetek nagovori gostitelj dogodka v najinem gradu, kakopak. To je direktor Andragoškega centra Slovenije, magister Andrej Sotošek, ki ga vabim na oder in pospremimo ga z enim aplavzom. Spoštovana gospod državna sekretarka Martina Vuk, spoštovani gospod podžupan mestne občine Kranj, Robert Nograšek, dragi gostje iz tujine in seveda drage kolegice in kolegi, ki skupaj z nami že 24 let soustvarjate teden vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Lepo vas pozdravljam v imenu Andragoškega centra Slovenije, nacionalnega koordinatorja tedna vseživljenjskega učenja in pa soorganizatorja današnjega nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja 1919. Teden vseživljenjskega učenja je že zdavnaj prerastel meje nacionalnega, osrednjega nacionalnega projekta na področju promocije in ozaveščanja odraslih v Sloveniji o pomenu vključevanja v izobraževanje in učenje. Razširil se je nacionalni festival, gibanje za udejanjanje kulture vseživljenjskosti učenja, v ospredje postavlja učenje in znanje kot temeljno vrednoto in ključni motor razvoja družbe v Sloveniji. Tudi o tem in številnih izzivih, ki so na tem področju čakajo Slovenijo, bomo spregovorili na andragoškem kolokviju, ki ga pripravlja Andragoški center 31. maja v Ljubljani. Po sloganu Slovenija učeča se dežela s svojimi številnimi partnerji povezujemo učenje z drugimi razvojnimi izzivi in tematskimi področji, kot so naravna in kulturna dediščina, kot so zdravje, aktivno staranje in pa medgeneracijsko sožitje, trajnostni razvoj, kakovost učenja, skupnostno in globalno učenje, planinstvo kot način življenja. V ta namen se bodo v maju zvrstili številni dogodki, prireditve in druge dejavnosti, povezane z skupnimi akcijami po številnih krajih v Sloveniji. V širšem okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki bo trajal do konca meseca junija, bo blizu 9000 dogodkov, ki jih bo privabilo v preko 100 000 odraslih, pa tudi otrok in mladine. Prepričan sem, da boste tudi vi v koledarju tedna vseživljenjskega učenja ali pa v informativnih in promocijskih gradivih posameznih prirediteljev našli kakšen dogodek, ki vas bo pritegnil in se ga bo tudi udeležili. Verjamem, da vas bo učenje prevzelo. Tako kot je prevzelo in navdušilo tudi naše letošnje dobitnike priznanj za posebno nedosežke na področju učenja in izobraževanja, ki jih podeljuje Center Republike Slovenije za promocijo učenja in izobraževanja. Življenjske in učne zgodbe nagrajenih posameznikov, skupin, organizacij in lokalnih skupnosti so dokaz, da za učenje ni nikoli prepozno. Da ni ovir in izzivov,
ki se ne bi jih dalo premagati z močno voljo, z motivacijo za doseganje zastavljenih ciljev. Dobitniki priznanj, skupaj z letošnjimi, jih je že 218, so odličen zgled vsem tistim, ki še prepoznavajo koristi vključevanja v učenje in izobraževanje. Iskreno se zahvaljujem Ruski univerzi Kranj, ki je skupaj z Gorenjskim muzejem ter Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter pod pokroviteljstvom mestne občine Kranj pripravil današnji dogodek in vse spremljevalne dejavnosti. Želim vam prijetno in koristno druženje, tako danes kot na drugih dogodkih, ki se jih boste udeležili v okviru letošnjega tedna vseživljenjskega učenja. V maju in juniju. Poti do znanja so odprte za vse. Hvala lepa. Najlepša hvala direktorju Andragoškega centra, magistru Andreju Sotošku. No, vesela sva in počaščena, da boste danes naš gost. Dobrodošli. Vodilna nit vseživljenjskega učenja je izobraževanje in učenje v vseh obdobjih življenja. In seveda na različnih področjih. Tega se dobro zavedam tudi sam, saj recimo še vedno obiskujem krožek mečevanja, ki sem ga upeljal leta 1578, ko smo tale dvorec zgradili v plemiški dvorec. Kot baron, grof in vitez se seveda dobro zavedam, kako pomembno je znanje v različnih obdobjih življenja. In še posebej smo veseli, da je letošnji dogodek prvič v Gorenjski prestolnici, torej teden vseživljenjskega učenja, in to ob 60. obletnici Ljudske univerze Kranj. Lucija, se ti spomniš svoje 60. obletnice? Spomnim, daleč je že tega. Ravno kugo smo takrat preživeli, ti si bil že stoletni starec, ja, res je že daleč. No, takrat še ni bilo urejenega šolstva niti izobraževanja, pa tudi na znanost se takrat ni kaj dosti dalo. A danes je k sreči drugače. V 21. stoletju imamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in z veseljem v naši družbi pozdravljamo državno sekretarko gospo Martino Vuk, ki jo vabim k otvoritvenemu nagovoru. Prijazno najavo, spoštovani gospod direktor, spoštovani podžupan, vse udeleženke in udeleženci današnjega dogodka in predvsem vsi tisti, ki vsakodnevno ustvarjate, sodelujete ali pa se udejstvujete vseživljenjskega učenja in izobraževanja. En prav lep in prijeten pozdrav vam prinašam v imenu celotnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Znanje je moč. In popolnoma nobenega razloga ni, da te moči ne bi črpali vse življenje. In ravno temu promociji vseživljenjskega učenja in izobraževanja je namenjen teden vseživljenjskega učenja. Letos je pred nami že 24. Zvrstilo se bo mnogo dogodkov, mnogo več kot samo v enem tednu. Zdaj je tega bistveno več, tudi kot smo slišali, veliko število udeleženk in udeležencev. In ko pogledamo, kaj je namen vseživljenjskega učenja, velikokrat slišimo samo ugotovitve, da se je vse življenje potrebno izobraževati za aktivno dobo. Torej, da bomo lahko dolgo delali, da bomo lahko kakovostno delali, da se bomo lahko zaposlovali, da bodo lahko zaposlovalci pridobili tiste zaposlene, ki so usposobljeni, ki imajo potrebne veščine za to, da lahko ustvarjamo dodano vrednost. To je seveda izjemnega pomena. Ampak nikakor pa ne smemo pozabiti na drugo komponento vseživljenjskega učenja. Učenje, ki traja vse življenje, pomeni, da smo vse življenje aktivni. Dlje, ko smo aktivni, bolje se počutimo, bolj smo zdravi in bolj lahko sooblikujemo in sodelujemo v družbi in skupaj ustvarjamo skupnost. In močno verjamem, da je to tisto naše skupno življenjsko poslanstvo, ki ga moramo zasledovati. Seveda tudi s konkretnimi cilji. Eden od konkretnih ciljev je na primer ta,
da raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji izjemno vključenost v izobraževanje vse pač od začetka osnovne šole do konca terciarnega izobraževanja, da imamo izjemno visoko izobražene prebivalke in prebivalce, da potem nekje po 45. letu pa ta zagnanost pada. In da se smatramo, žal, in jaz bom zdaj že kmalu v teh letih, torej po 45. letu, da smo že stari. Da tudi delodajalci ponekod štejejo, da je to že stara delovna sila, v katero je vprašanje, ali se splača vlagati. To seveda nikakor ne drži. In to je mit, ki ga moramo skupnimi močmi razbiti. Ljudje pri 45., 55. in tudi kasneje so še polni moči. Tako za aktivno ustvarjanje na svojem delovnem mestu, kot tudi kjerkoli drugje. Zato je tudi v načrtu, ko bomo začeli v letošnjem letu pripravljati nov nacionalni program izobraževanja odraslih, ravno to. Odgovoriti na vprašanje, kako povečati število vključenih v vseživljenjsko izobraževanje, zlasti tistih starejših, kako doseči tiste učinke, ki so potrebni in kako spodbuditi vse deležnike, da bodo pri tem sodelovali. Ne samo ljudske univerze, ne samo država, ne samo lokalne skupnosti, tudi delodajalci, tudi seveda izobraževanje brezposelnih in tako naprej, zato da dosežemo tiste skupne učinke, ki so nujno potrebni. Kot smo videli v začetnem filmčku, izobraževanje in vseživljenjsko učenje ni samo pridobivanje formalne izobrazbe, ampak mnogo, mnogo več. Pridobivanje tudi tistih veščin in spretnosti, ki jih potrebujemo za to, da si obogatimo življenje, ki jih potrebujemo za to, da ohranjamo neko kulturo in tradicijo, ki jih potrebujemo za to, da svoje znanje potem lahko prenesemo na druge, ali na zanamce, ali pa na tiste okoli nas, zato ker če verjamemo v skupnost, potem vemo, da so učinki vlaganja v skupnost mnogo, mnogo večji, kot če vlagaš samo vase in ti ni mar. In današnji dogodek je dokaz, pa tudi vsi kasnejši, ki se bodo odvili v okviru tega 24. tedna vseživljenjskega učenja, je dokaz, da sodelovanje pomeni dodano vrednost. Da sodelovanjem pridemo dalje, zato bi izkoristila to možnost, da se najprej zahvalim vsem 42 koordinatoricam in koordinatorjem tedna vseživljenjskega učenja, da se v imenu celotnega ministrstva in tudi ministra dr. Jerneja Pikala zahvalim in izrečem posebno priznanje direktorju in vsem zaposlenim na Andragoškem centru Slovenije, vsem sodelavkam in sodelavcem Ljudske univerze Kranj in vam hkrati tudi čestitam za okroglo obletnico in verjamem, da bo še mnogo, mnogo okroglih v prihodnje, Zavodu za turizem in kulturo Kranj, Gorenjskim muzejem ter mestni občini Kranj za to, da smo začeli s tako prireditvijo, kot je današnja, v tem čudovitem okolju, pa celo vreme je sodelovalo, tako da se moramo zahvaliti tudi njemu. In naj zaključim z japonskim pregovorom, ki pravi, učenje je luč. In zato pravim, naj se torej ta luč 24. tedna vseživljenjskega učenja prižge. Hvala lepa. Hvala Martini Vuk, državni sekretarki na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kot rečeno, nas danes čaka kulturni dogodek. In sicer je za kulturni dogodek tudi prav, da ima kulturni program. Ta pa bo pisan, raznovrsten, mešan in izjemno bogat. Najprej gremo na področje plesa. Se spomniš, Lucija, kako smo mi tukaj v naših sobanah včasih plesali? Še Prešernov France je rad prišel zaplesati, ne? Smo skakali? Super je bilo. Ampak to so davni časi, joj, kje so ostali te plesi, zdaj le gremo k modernim trendom. Ampak je bilo tudi takrat lepo, zelo lepo. Bo pa lepo tudi zdaj torej ob sodobnem plesu, s katerim bo nastopilo kulturno društvo Kjolenium. Društvo se je rodilo, še zelo mlado je, leta 1999.
V društvu pa se zelo dobro počutijo tako otroci kot tisti malo starejši, željo po ustvarjanju in z bogatim domišljijskim svetom. Razvijajo in raziskujejo sodobno odrsko umetnost na področju giba, glasbe in videa. Za danes so nam pripravili izsek iz plesne predstave Čistilna akcija, kulturno društvo Kjolenium.
Ja, še enkrat najlepša hvala torej plesalkam in plesalcem kulturnega društva Kolenijam. Dajmo jim še en aplavz, še vedno nas slišijo. Za vse, ki ne poznate Kranja, Kranj je čudovito mesto. Radi se pohvalimo, da je bilo mesto poseljeno še pred nama, že v neolitiku, in sicer tu so bile tudi močne naselbine v antiki, pa potem v staroslovanskem obdobju, pa v srednjem veku in seveda v dobi industrializacije. Na območju današnjega gradu so bivali mnogi rodovi in skozi tisočletja so mnogi znameniti ljudje dali pečat temu našemu mestu. Tudi midva ne nazadnje, ne? Seveda. Naj dvigne roko, kdo, po kom se imenuje grad v Kranju. Bahač, pa tak. No, še dobro, da si preživel giljotino in kmečke upore. Ni bilo lahko. No, tudi danes verjamem, da ni vse lahko, ampak v Kranju se zelo dobro zavedajo pomena vseživljenjskega učenja in široko zastavljenih programov vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Kranj. Zato so jo pred 60 leti tudi ustanovili. K nagovoru zdaj vabim podžupana Mestne občine Kranj, gospoda Roberta Nograška. Hvala lepa. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani gospod direktor Andragoškega centra, spoštovani gostje, dame, cenjeni gospodje, spoštovani organizatorji, vsi sodelujoči. Lep pozdrav in dobrodošlico izrekam v imenu Mestne občine Kranj. Najprej mi dovolite, da se vsaj dve zahvali izrečem najprej. Iskrena hvala lokalnemu organizatorju festivala Ljudske univerze Kranj. Aplavz. To sem videl od moderatorja. In seveda, treba je povedati, da Ljudska univerza Kranj že dolgo ni več pravi izobraževalni center, ni samo neka šola, ampak je že pravi izobraževalni medkulturni in medgeneracijski center, za kar smo jim seveda vsi v Kranju zelo hvaležni. In seveda hvala lepa vse slovenskemu koordinatorju Andragoškemu centru Slovenije za tako velik, obsežen, predvsem pa izobraževalen in poučen festival. Aplavz. S tem še meni pomagate, da lahko zadiham. Hvala. Program festivala je res obsežen. Kot ste in boste še slišali, bo v okviru festivala po vsej Sloveniji na tisoče izobraževalnih, promocijskih, informativnih, kulturnih, družabnih, pa tudi športnih in drugih dogodkov. Zagotovo se bo za vsakogar kaj našlo, zato na tem mestu pobuda z moje strani, da obiščete kakšno likovno delavnico, predavanje, razstave, se udeležite gledaliških in glasbenih prireditev. Predvsem pa da naberete informacije, kjer lahko vse pridobite nova znanja in druge veščine. Ulice Kranja se bodo torej obarvale poučno, zabavno in razigrano. To bo razigrano prizorišče za vse generacije. Izkoristite priložnosti, nadgradite svoja znanja, nadgradite kakovost svojega življenja. Izobraževanje in učenje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih. In saj veste, znanja nam ne more vzeti nihče. Veseli me, da festival podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma Vlada Republike Slovenije. Kranj je in bo še naprej ohranil in namenjal pozornost izobraževanju vseh generacij ter skrbel za vse življenjsko učenje. Še enkrat hvala organizatorju in vsem sodelujočim. Iskrene čestitke seveda na koncu tudi dobitnikom priznanj, ki bodo podeljena na današnjem dogodku. Hvala lepa in uspešno naprej. Najlepša hvala za spodbudne besede in čestitke tudi podžupanu Mestne občine Kranj, gospodu Robertu Nograšku. Sledi pa naslednja točka kulturnega programa. In sicer ostajamo pri plesu, ki bo prav tako edinstven, le da se vračamo v naše čase, v najine čase, čase folklore. Prej smo slišali recimo, kako je danes čudovito vreme, naj povem, da smo včeraj z Lucijo cel dan plesala, zato da je danes sončno vreme. Sedaj pa bomo videli združitev treh folklornih skupin s točko Stari in mladi plešemo radi.
Otroci iz folklorne skupine Konjički, to so otroci od 3. do 5. razreda iz osnovne šole Naklo, in v folklorni skupini Podkuca, kjer plešejo nekoliko starejši sokrajani v kulturnem društvu Dobrava Naklo, z obiskovanjem folklornih vaj spoznavajo kulturno dediščino, tako plesno, pevsko, seveda kot tudi navade, šege in običaje, predvsem z Gorenjske. Folklorni skupini iz Naklega se povezujeta z lokalno skupnostjo in vsako leto pod mentorstvom Špele Eržen, Jane Ovsenik in Tadeja Terana na območnih srečanjih dosegata odlične rezultate. Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo deluje že 24 let. Zanimivo, prav toliko kot je star teden vseživljenjskega učenja. Člani skupine so v veliki večini upokojenci, povprečno stari 70 let. V kombinaciji z mladimi folklorniki, no za naju so vsi še pravi mladci, pa ne bodo upokojenci ali pa otroci, pa nam bodo predstavili program, ki obsega 10 spletov plesov in pesmi, pretežno z Gorenjske, pa tudi z Koroške, Prekmurja in Bele krajine. Glej, Lucija, tako obliko imaš pa tudi ti. No ja. Dajmo en velik aplavz za folklorno točko Stari in mladi plešemo radi.
videla sem ga na srajci ima 3 knofe, za vratom pa 3 krofe. Oja, oj, videla sem ga. Rekelc ima pa zmreže, ga vsako jutro veže. Oja, oj, videla sem ga.
Najlepša hvala za nastop, v katerem smo videli, da mladi in stari plešemo radi. No, tudi mene je, priznam, kar malce zamikal, da bi se mal zraven zavrtela. Res so lepo plesali, ne? In so nas spomnili na tiste čase, kako smo se vrteli tule v Granskih sobanah. Me je pa presenetilo, mi da se namreč spomnimo časov, ko v Naklem niti toliko ljudi ni bilo, koliko jih je bilo sedaj na odru. Tako da dajmo še en velik aplavz folklorni skupini Konjički in folklorni skupini Podkuca iz osnovne šole Naklo in pa seveda Društvu upokojencev Naklo za folklorno točko. Otroci, ne hodite predaleč, kajti člani otroške folklorne skupine prosili vas bomo za pomoč pri podeljevanju šopkov. Torej, upam, da smo se slišali v ozadju, folklorna skupina Konjički, prosili vas bomo za pomoč pri podeljevanju šopkov, kajti sedaj prehajamo k priznanjem ACS za leto 2018. Te namreč Andragoški center Slovenije podeljuje svojim zgledom, ki v nas budijo željo po učenju in delovanju od leta 1997, težko je reči od daljnega leta 1997 vsaj za naju, ampak vseeno aplavz za dolgoletno tradicijo podeljevanja priznanj Andragoškega centra. Danes bomo podelili 5 priznanj Andragoškega centra Slovenije in obogatili 213 verodostojnih obrazov slogana Slovenija, učeča se dežela, ki z učenjem dokazano spreminjajo življenje na bolje. Najprej bomo podelili priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih v kategoriji posamezniki, posameznice. Najprej si bomo ogledali video, potem bomo nagrajence povabili na oder in se jim seveda zahvalili ter jim podelili priznanja, šopke in darila. Sedaj pa je čas, da si pogledamo video predstavitev prve nagrajenke. Poučevanje v neformalnem izobraževanju je moj način življenja. Najlepše pri mojem delu pa je delo z ljudmi, ki prihajajo z najrazličnejših okolij, vsak svojo zgodbo, svojimi vedenji in izkušnjami. In razvila je še posebno ljubezen do dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, kjer vedno znova udeležencem poudarja in potrjuje, kako pomembno je učenje preko celega življenja. Tudi smo varovali, pol smo tudi se pogovarjali. In moj glavni cilj je ta, da bi ljudje, ki bi določena vedenja na določenem področju dobili, lahko ta vedenja uporabili tudi v konkretnem življenju. Mirjana zelo zna dvigati samozavest in brskati iz nas tisto, kar se globoko skriva. Tako daleč nas je pripeljala s tem znanjem, z vsem, da smo izdali 5 brošuric, kar smo na ne zelo ponosni. Smo pisali zgodbice, ker človek bi mislil, da nisi več sposoben dati na papir, ne, zgodb. Jaz smo enkrat bi mogli jeti na morje, nisem šla, zato da ne bom njenega predavanja zamudila. No, lejte, jaz sem naučil toliko, da samo če bi Mirjana katerkoli krožek imela, jaz vem, da bi bil za, da gre. Vikende, kadar je le možno, izkoristim za pohode v naravo. Je bila glih ideja profesor Debelakove, da bi predstavili vseh, ne samo da bi napisali, ampak v oblikah pisave, ki jih pač uporabljajo slepi in pa slabovidni. Ja, kako bomo zdaj pisali? Mi nismo nikoli pisali. Pa nam je ratov, čudovit zvezek je ratov, ne? Glasilo. In zelo smo bili ponosni na njega. Izredno hitro smo se res prilagodili, spoznali en drugega. In tudi ona je izredno hitro dojela pač tudi naše potrebe, želje pri njenih predavanjih. Se je to res dalo čutiti. Ona me je podujala in tudi sem pol lahko napisal eno pesem ti čas ali dve. Isto sonce je tudi nas budilo, pesem radosti v mladost vrnilo. To je vse. Ja, sej, a veste, človek ima neverjetno veliko darov, na vse zadnje, a pa talentov, ne? Samo nekako jih ne znamo niti sami opaziti,
In zato so tako pomembni mentori, da te opogumijo, da pokažeš tisto, kar pa nekje pa le imaš. Ne? Na vsak način jim pa hočem pokazati in dokazati, da ima vsak izmed nas v sebi neke potencijale in ko jih mi prepoznamo, smo potem tudi uspešni. Prišla je k nam, ker smo se počutili tako mečkan zapostavljene, kmečke žene, mehen odrinjen folk smo mi. Cel kup dela imaš, cel kup skrbi, denarja nikoli, sploh kmetice. In da je prišla k nam, meni je bilo to res eno veliko darilo. Predvsem te osnovne veščine komunikacije, pa tudi Mirjana je prilagodila v bistvu našim zanimanjem teme. Ne? In je bil tudi del tega, kako premagati tremo, bilo je za pevski zbor, kako nastopati, kako spoznati naprimer tudi sogovornika, kakšen je, a iskren, te gleda v oči. Nam je povedala o javnem nastopanju, ker smo tudi tle kar take kmečke žene, imamo kakšno tako funkcijo in je bilo to kar fajn. Na kmetah se samo dela, pa dela. In pa je, naprimer, kad človek vidi, da je še v eni drugi stvari dober. In se mi zdi, da to ti res daje en tak notranje zadovoljstvo. No. Prepričana pa sem, da vsak lahko dobro upravlja svoje delo, če ga ima rad in če ga dela tudi s srcem. Mirjana Debelak iz Kranja. Na predlog Ljudske univerze Kranj, profesorica slovenščine in umetnostne zgodovine, katere poslanstvo je bogatenje znanja tistih, ki imajo otežen dostop do učenja. Za neverjetne rezultate, pri neposrednem delu z ranljivimi in stalno pripravljenost, da se nauči kaj novega, prejme priznanje ACS 2018 Mirjana Debelak iz Kranja. Mi da se mečkano omakneva, seveda pa prosiva tako vas z šopki, kot tudi podeljevalce, da podelijo priznanje Mirjani Debelak. Takole. Hvala še enkrat in seveda čestitke Mirjani Debelak za izjemno opravljeno delo. Najlepša hvala podeljevalcem. Mirjana Debelak, vas pa prosimo za kratek nagovor, seveda. Vas lahko prosimo za kratek nagovor, za kakšno besedo, seveda. Lahko rečem, da sem neizmerno srečna, ker upravljam najlepši poklic na svetu. Delam s čudovitimi ljudmi. In to moje priznanje je priznanje vsem nam. Dober mentor, brez čudovitih slušateljev, ne more doseči cilja. Hvala za vse. Najlepša hvala podeljevalcem, izvolite nazaj na zofo. No, zdaj pa prosimo za naslednji video. Nataša Horvat je bila naša sodelavka
na Zavezi kulturnih društev Lendava. Z njo smo zelo lepo sodelovali. Natašo sem spoznala leta 2004, ko je prvič prišla na Ljudsko univerzo v Lendavo in sicer v okviru programa, posebni program za etnično skupino Romov in pa usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe. Po zaključenem programu Nov začetek sem nekako videla, da sem sposobna, ker mi je res bilo pomembno, da obvladam jezik, zato ker rojena na Hrvaškem, priseljena v Sloveniji, mi je že slovenščina bila tuji jezik. Potem smo se ponovno srečali leta 2010 in sicer se je takrat vpisala v program srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec. V tem času sem pa bila zelo aktivna na kulturnem področju. Bila sem mentorica plesne skupine kulturnega društva Romano Ilo, je prvo romsko društvo ustanovljeno v občini Lendava in vse do danes še vedno aktivno sodelujem in delam na področju romske kulture. Spoznala sva se pri delu na Zvezi kulturnih društev, ker sem sam deloval kot koordinator kulturnih vsebin. Že tam sem videl, da zelo resno pristopa k delu, torej da in noben izziv ni pretežak. Sem se takoj vpisala še v program ekonomski tehnik, tako da sem že na več kot polovici teh izpitov. Ja, Nataša je občinska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Jaz sem bil župan in zadnja 2 mandata sva sodelovala. Lani sem bila ponovno potrjena in pred mano je novi mandat. Smo imeli kompetentnega sogovornika, ki se je bil pripravljen učiti in tudi učiti druge. Politika je povezala mene in Natašo, tako da se na nek način politično bojujeva za boljšo prihodnost romske skupnosti. Torej ta njena vztrajnost je pripeljala recimo tudi tega, da je v romskem naselju postavila večnamenski center, znotraj katerega se izvajajo razne delavnice. V sodelovanju z različnimi ustanovami, zdravstvenim domom, centrom za šolske in obšolske dejavnosti. Učna pomoč se nudi otrokom v tem prostoru, kar je zelo velikega pomena. Imamo vse otroke iz naselja oziroma vse romske otroke vpisane v program predšolske vzgoje. Prav tako imamo vse otroke, ki so končali osnovno šolo oziroma učence vpisane v različne srednješolske programe. Nataša je ena oseba, ki žareva toplino, eno modrost. To, kar je bilo pomembno, je to, da so jo v njenem okolju, odkoder je prihajala, sprejemali kot avtoriteto, kot vzor. Nataša daje Romom, ki živijo v naselju, močnejši zgled, ker je nekako, bom rekla, tistih let, ko večina Romov že na vseh področjih obupa. Ona, ne glede na to, da izhaja iz marginalne skupnosti, je se izoblikovala v močno žensko in zlato pravilo pravi močne ženske, močna družba in Nataša je velik prispevek v tej smeri. Izredno hvaležna za vse to sem lokalni skupnosti, ki nas je sprejela take, kot smo in se ne počutimo manj vredne, odrinjene na rob, ampak da ni nobenih razlik. Da ravno ljudje kot Nataša lahko prispevajo k temu, da morda nekega dne ne bomo govorili o tem, da v določenem kraju živi romska, judovska, madžarska, nemška, hrvaška, španska skupnost, če želite, ampak predvsem, da so vse to vendarle le državljani in da smo vsi enaki. Na oder zdaj vabiva Natašo Horvat iz Lendave. Predlagatelj priznanja je Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Nataša je priseljena Rominja, najstniška mati, ki se je pri 29, ko večina Romov že odneha, odločila, da bo poskrbela zase in za svoje skupnosti. Nataša Horvat iz Lendave je prejela priznanje oziroma prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije 2018 za ponoven dokaz, da je učenje izhod iz začaranega kroga revščine ter napredek posameznika in vseh iz njegove skupnosti. Lepo prosim za aplavz in pa seveda podeljevalcem in pa folkloristom prosim povabilo.
Hvala še enkrat, podeljevalcem in pa čestitke seveda dobitnici priznanja. Prosimo vas za kratek nagovor tudi. Lepo vas pozdravljam vse skupaj. Najlepša hvala vsem tistim, ki ste se odločili, da mi danes podelite to priznanje. To priznanje bo danes zame še večja motivacija k nadaljnjem izobraževanju in spodbujanju svoje romske skupnosti, kakšnega pomena je izobrazba za naše življenje in za posebej nadaljni razvoj naše romske skupnosti. Hvala in lepo se imejte še naprej. Čestitke, hvala podeljevalcem. Čestitke pa torej še enkrat obema prejemnicama priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih v kategoriji posamezniki in posameznice. Čestitke torej Mirjani Debelak iz Kranja in Nataši Horvat iz Lendave. Še en velik aplavz. Plesu smo že dali priložnost oziroma plesali smo že, sedaj pa je čas, da preidemo še na drugo področje kulture in sicer na literaturo, kjer je izrazito močan pečat pustila ena izmed prejemnic priznanj. Predstavila se nam bosta namreč Robi in Marija. Robi Markič je večino svojega otroštva s staršema in bratom preživel v Spodnjih Dupljah. Od leta 1991 je vključen v varstveno-delovni center Kranj. Leta 2001 pa je naredil pomemben korak v samostojno življenje in od takrat dalje živi v bivalni enoti Škofja Loka. Prav tam se je prvič srečal z gospo Mirjano Debeljak oziroma Debelak. Njenih študijskih krožkov se je vedno z velikim veseljem udeleževal. Robi v prostem času najraje piše pesmi ter v njih v besedi svoja razmišljanja in svoja čustva, največkrat o življenju in ljubezni. Pesmi so mu opora pri soočanju z življenjskimi izzivi. Leta 2011 je izdal pesniško zbirko Moje bogastvo je ljubezen, lani pa še eno Spesnil sem življenje. Za današnjo priložnost je napisal novo pesem, še nikoli prebrano in še neobjavljeno, Učenje. Delo prijetno s koristnim pa bo z nami delila Marija Kern. Žena, mati, kmetica, medicinska sestra, ljubiteljica lepe slovenske besede. Kot mama 8 otrok je pustila službo medicinske sestre na Onkološkem inštitutu in ostala doma na kmetiji. Marsičemu se je morala odreči, a je hvaležna za mnogo lepega v njeni družini in prav tako med kolegicami iz vrst kmetic. Vezi med njimi so zrasle in se utrdile prav po njihovih druženjih na študijskih krožkih in izzivih podeželja, kjer so se druga ob drugi in druga od druge učile izražanja svojih občutij in spoznanj. Hvaležna je profesor Mirjani Debelak, s katero se družijo že skoraj 10 let. S tem mozaik njihovih življenj postaja še lepši. Pozdravimo z enim velikim aplavzom literarni prispevek udeležencev študijskih krožkov. Učenje. Učili smo se jesti, učili tudi spati, s početka nas učila je tudi mati. Življenje je potekalo tako in naprej, učili smo itak si novih idej. In potlej naredili smo prve korake, najprej so kazali, starši so spake. Je bila prva družba ata in mame, so nas učili brez same osame. In kdor ima srečo, tudi sam se uči, samoti spoznava, v družbi uči. So taki profesori v šoli bili, učili smo se vsega, kar šola uči. Življenje učitelje, uči nas vse dni, situacije vsake, to nič ne boli. A včasih je jeza, kar nam prav ni, mar je pa človek, kar mu vseeno ni. Učenje je resno, kar nam prav ni, učimo se uživati, s tem človek greši. Učimo se učenja, kdor hoče doseže, potrno do slave, pa redko poseže. Pred mano ležijo glasila Tavžentroža, Zemlja je moja mati,
iz srca v srce in druga. Misel seže nazaj na prve trenutke naših srečanj s profesor Mirjano Debelak. Ko so kolegice v Društvu kmečkih žena Kranj odbor Cerklje še dvomile o smiselnosti študijskih krožkov in izobraževalnih programov, sem sama čutila, da to nujno potrebujemo. Počasi, nevsiljivo, z veliko potrpljenja je naša Mirjana, tako smo jo kmalu imenovali, tipala naše znanje in sposobnosti izražanja. Naša druženja so se nadaljevala tudi naslednja leta. Tako se naše vezi pletejo že skoraj 10 let. In ko pogledam nazaj, vidim, kako so nas naša srečanja spremenila. Na naših druženjih smo počasi odpirale vrata svojih src in si zaupale lepe in tudi težke izkušnje naših življenj. Tako so iz tedna v teden nastajale bolj kvalitetne zgodbe in nastopi so bili vedno bolj suvereni. Verjeli ali ne, bila sem ponosna na naše žene, ko sem poslušala njihove zgodbe. Kako lepo je stekla beseda, kako zanimivo so bile oblikovane misli. Zanimivo, da je marsikatera, ko je ubesedila svoja čutenja, skrbi in zadovoljstvo, izboljšala tudi odnos s svojim možem. Kako lepo je med zadovoljnimi ljudmi deliti in se učiti. Bile smo tako navdušene, da smo ne samo pisale, ampak se družile tudi z ostalimi krožkarji. Šle smo v dom starejših, v preddvor in varovancem izdelovale rože iz krep papirja, se pogovarjale z njimi in jim celo zapele. Skupaj z uporabniki VDC-ja pa smo izdelovale izdelke iz gline. Ko se delo ustavi, ko otroci zaspijo, mož pa dremlje na kavču, vzamem v roke katero od glasil in berem. In vedno bolj sem ponosna na svoj poklic, ki ga opravljam. Nekaj čudovitega je biti žena, mati, gospodinja, kmetica, sestra, prijateljica, kolegica. Koliko bogatejši smo, če nam uspe najti čas drug za drugega in graditi mostove med nami. Koliko lepša je njiva, ki jo pleveš, koliko bolj šumi listje jeseni pod nogami, kako ljubek je cvetlični vrt in še kuža lepše zalaja. Ja, svet postane lepši. Res bi naša Mirjana ne mogla nič brez naše pripravljenosti, a mi brez nje ne bi bile to, kar smo. Postale smo boljše, bolj samozavestne, bolj suverene v postavljanju vprašanj in v iskanju odgovorov nanje. Upamo si reči ne, če je to potrebno, in še bolj si upamo povedati, da smo srečne, čeprav nimamo vsega, kar ponuja sodobni svet in so naše roke žuljave, večkrat razpokane od dela. Ponosne smo, ker znamo graditi lepši svet, ker imamo rade našo slovensko besedo, s katero se prav lepo sliši ljubim te in rada sem Slovenka. Nekje sem zapisala, listje še kar šumi pod nogami, sonce še greje, poti pa še ni konec. Tako verjamem in upam, da tudi naših srečanj in učenja, rasti in hrepenenja, pobiti bolj človek, še ni konec. Draga Mirjana, vedno dobrodošla med nami in naj ti Bog povrne vse dobro, ki si ga naredila za nas. Mi, kmečke žene, ti kličemo le iz srca hvala. Iz srca hvala tudi Robiju Markiču in Mariji Keren, ki sta nas s svojo poezijo popeljala področje literature. Hvala še enkrat obema in čestitke Varstveno-delovnemu centru Kranj za literarni prispevek udeležencev študijskih krožkov in obema še en velik topel aplavz. Seveda čestitke Robiju in Mariji.